Pozdravljeni! Pa je za nami tudi letošnje martinovanje. Veliko se je dogajalo in verjamem, da ste več ali manj bili zraven. Tudi mi smo zabeležili večino dogajanj. Nekaj si jih boste lahko ogledali v današnji oddaji, ostale pa naslednji, čez teden dni. Martinovanje v Ormožu je tudi letos prineslo razstavo malih pasemskih živali. Razstava je bila na ogled od četrtka do nedelje. Letos je Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Ormož pripravilo 27. razstavo po vrsti. Pripravili so jo v šotoru na parkirišču ob hostlu. Razstava se je v teku let selila iz lokacije na lokacijo. Organizatorji menijo, da je mogoče preveč skrita. Gotovo pa jo najde vsak, ki so mu pri srcu male pasemske živali in si jih rad ogleda. Letos je na ogled bilo čez 800 primerkov, od teh 410 golobov, 150 kuncev, 190 perutnine, 60 ptic, nekaj morskih prašičkov in drugih. Glede na 27. razstavo so si člani društva v teku let nabrali vrsto izkušenj, kljub temu pa je potrebno veliko več truda. A seveda, precej drugače je. Danes je to bolj strogo, kako mi rečemo, po domače več pa peperovja pride in tu je zdaj zelo zalete ptičje gripe. In kako ste zadovoljni z obiskom? No, zaenkrat še. Gre torej? Gre, nekaj še ga ribljamo po malem, se veste, kako je danes. Ja, in kdo so obiskovalci? So to otroci ali so odrasli? Ja, smo pa letos presenečeni na vrtce iz Gorišnice, iz te okolni šol, tako da letos izredno dosta bilo otrok. In kaj si otroci najraje ogledajo? Ja, seveda zajčke, ne predvsem zajčke, so najbolj zanimive ptice. Kaj pa konkretno iz vaše domačije prihaja tukaj na razstavo? Ja, zdaj ne bo še, da jaz rečem, kaj ne prihaja. No, kaj ne prihaja? Konji pa prašičine. Se pošali predsednik Društva malih pasemskih živali Ormož, ki je eden velikih ljubiteljev malih pasemskih živali, predvsem golobov, in ki je tudi gonilna sila vsakoletnih razstav. Gre za ljubezen svoje vrste, ki jo dejansko še najbolj razumejo lastniki prelepih primerkov malih pasemskih živali. Kot pravi predsednik, je v društvu čez 100 članov, veliko je mladih, kar ga še posebej veseli, le tako bodo društvene dejavnosti potekale naprej. Po številu razstavljenih primerkov gre še vedno za eno največjih tovrstnih razstav v Sloveniji. Društvo kmečkih žena Ormož letos praznuje 30 let delovanja in 60 let krajevnih aktivov kmečkih žena. Društvo se martinovanju v Ormožu vsako leto pridruži z razstavo pridnih rok in z ocenjevanjem potic. Letos je društvo svoje izdelke na ogled postavilo v družabnem prostoru v hostlu, ki pa je bil veliko premajhen, da bi lahko na ogled postavili vse, kar kmečke žene vedo pripraviti in ustvariti. Društvo kmečkih žena Ormož je v sodelovanju s Kmetijsko-svetovalno službo Ormož tudi letos pripravilo razstavo pridnih rok, ki jo v času martinovanja tradicionalno pripravljajo že vse od leta 1972. Kljub temu, da so se v letih do danes v društvu menjale generacije, razstave še vedno skozi številne kulinarične dobrote in mnoge izdelke izpod pridnih rok in spretnih rok prinašajo duh domačnosti in predstavljajo del naše bogate kulinarične dediščine. Težko bi bilo reči, česa na razstavi ni bilo, kljub temu, da so članice letos imele zelo omejen prostor. Tako, zopet je leto naokrog, razstavo ste znova pripravile. Kaj prinaša letošnja razstava? Letošnja razstava nam prinaša na osnovi meda, ker smo se odločili letos, da bomo na osnovi meda delali potice,
pecivo razne, kaj bi rekla, razne piškote, tako da to je kar. Ne manjka pa seveda Martinova pojedina, ne, ki tudi mora biti. To pa res ne. Martinova pojedina, ki je sestavljena tudi, kako pravimo, iz domače dobro pečene račke ali dobro pečene goske, mlincev in tudi lepega rdečega zelja, dušenega. Ste se dolgo pripravljale na današnjo razstavo? Ja, smo kar res celo leto razmišljali, kaj bomo delali za Martinovo, tukaj je naš lep praznik, ne? In smo se kar res pripravljali, kar lep čas. No, glede na to, da ste znova v novi lokaciji, pravzaprav ste letos prvič ne na tej lokaciji v hostlu, vas to kaj moti, da vas tako selijo? Vsekakor nas malo moti, ker vedno se moramo prilagajati, vedno moramo gledati, kaj bomo lahko prinesli, kaj bomo lahko pokazali našim obiskovalcem za razstavo in to nas res moti, ker smo vedno nekje strnjene ob robu, lahko rečem, ker ne vem, zakaj se to dogaja. Škoda nekaj ti, glede na prostorsko stisko, verjetno sploh ne morete vse pokazati, kar ponavadi pokažete, ne? Res ne moramo vsega pokazati, ne moramo prikazovati, ker so gospe tukaj z enimi takimi lepimi izdelki, z ročnimi delami in se vidi, da delajo, kako lepo delajo, ni samo, da pokažejo svojo razstavo, ampak tudi, da delajo, ne? In letos nismo mogli delati, ker smo samo dali razstavo gor in fertik. No, obiskovalcev pa vam nikoli ne manjka, ne? Vedno se vas najde, torej, ne? To pa res, obiskovalci so pa redno dobrodošli, pa vedno pridajo nas iskat, pa vedno sprašujejo po naših dobrih pogačah, po naših postržjača, potica. Letos smo jih imeli kar 30 na ocenjevanju, raznovrstne nadeve, res bogata razstava z poticami, tako da smo kar zadovoljne in srečne. In koliko vas je članic sedaj v Društvu kmečkih žena? Ja, v našem Društvu kmečkih žena Ormož nas je 200 članic, 220 nas je bilo, ampak zdaj so se že malo, pač pride smrt, pa tudi se zmanjša število, so pa aktivi, ne? Tako da mi imamo letos praznujemo 60 let aktivov, ne? In 30 let Društva kmečkih žena Ormož. Tako da smo pripravili tudi eno lepo knjižico, sicer še ni končana, ampak je v obdelavi z našimi recepti, ki bodo poudarili na poveticah in na naših prleških pogačah. No, odlično, nas zelo veseli. Danes bodo torej podeljena priznanja za potice, ne? Tako kot ponavadi. Sicer pa, kakšne so vaše aktivnosti v teku let? Ja, mi vedno, kaj bi rekla, imamo raznovrstne tečaje, prirejamo. Zdaj letos smo zaradi te knjižice, kaj jo izdajamo, smo imeli kar precej dela, da smo vse te recepte skupaj zbrali in probali narediti, pa da nam je uspelo to. Tako da letos smo imeli kar pestro. Iskrene čestitke za vse. Najlepša vam hvala. Uradna otvoritev razstave Pridnih rok je bila v petek točno opoldne, čeprav se je po razstavi bilo možno sprehoditi že dopoldne. Priložnostni kulturni program so pripravili učenci osnovne šole Ormož. Višek otvoritvene slovesnosti je bila razglasitev rezultatov z ocenjevanja potic. Komisija, sestavljena iz strokovnjakov in poznavalcev, je ocenila 31 vzorcev potic z različnimi nadevi. Kar 26 od vseh pa namenila zlato priznanje. Ostalih 5 vzorcev pa si je prislužilo srebrno priznanje. Priznanja so zaslužnim podelili predsednica Društva kmečkih žena Ormož Martina Marinič-Prejac, župan Danijel Vrbnjak in Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Med dogajanji, ki so se v teku martinovanja v Ormožu dogajala že v petek, je bil tudi poseben sprejem za goste, ki se praznovanja udeležijo iz sosednjih občin in iz drugih držav.
Uradni del sprejema je bil tudi podpis pisma o nameri sodelovanja med občino Ormož in občino Bžežine iz Poljske. Martinovanja v Ormožu se običajno udeležijo tudi posebni gostje iz sosednjih in nekaterih drugih občin v Sloveniji ter gostje iz tujine. Na sprejemu, ki sta ga zanje pripravila ormoška župan in podžupan, so letos bili župan in predstavniki občine Središče ob Dravi ter gostje iz Hrvaške, Srbije in Poljske. Uradni del sprejema pa je letos prinesel tudi podpis pisma o nameri sodelovanja med občino Ormož in občino Bžežine iz Poljske, ki sta ga podpisala tamkajšnji in ormoški župan. Ja, pismo o nameri služi še boljšemu sodelovanju, to se pravi, da na posamezni dejavnosti, ali je to na področju podjetništva, kulture, športa, bomo se probali čim bolj povezati. Konec koncev obstajajo tudi določeni projekti, evropski projekti, pri katerih bi mogoče tudi lahko katere zadeve finančno zapirale. Tako da moram reči, Poljska je tudi zelo uspešna, tudi nekatere občine iz Poljske so zelo uspešne pri samem črpanju denarja. Tako da absolutno vedno je dobro sodelovati, vedno je dobro imeti pri takšnih zadevah partnerje. Tudi konec koncev, zakaj se ne bi tudi občine med sabo povezovale, mogoče pa iz tega pride kakšna nova zgodba, tudi na račun mogoče podjetništva, tako da takšne zadeve vedno služijo svojemu namenu. Občina Bžežine je ena izmed 8 občin v združenju občin jugozahodne Mazovije na Poljskem. Pojasni predsednik združenja, ki se veseli novih sodelovanj, sploh pa, ker so se dosedanja sodelovanja z nekaterimi občinami na Poljskem že izkazala kot dobrodošla. Naše združenje občin jugozahodni Mazoviji ima 29 let. Na naslednje leto bomo imeli 30. obletnicu. In en z načrtov, kateri mi realiziramo, je mednarodne sodelovanje občin in nevladnih organizacij. W toku naszej tradycji my smo sprejeli koliko to dwostranskich sporazumów, na primer z Beltincami, z Cankovo, Gornimi Petrowcami, Lendavo in seveda z Ormož. Pa do danes dogovor o sodelovanju smo imeli z Ormožem kako združenje. A w lansko leto na pogovorach z županom Danielem Werbniakom smo sprejeli, czy bolisze, kdaj dwie občiny, jedna z naszego zdrużenia Brzeziny i Ormož, bo sta imela dwastranskie sodelovanje. Če se tiče sodelovanja, kako to je najbolj popularny načrt w občinach. Sodelovanje w nameri na turizm, kulturu, šolstvo in upamo na namerene tudi na gasilske društva. Znamo, czy pri was są moćne gasilskie društva, mi z waszym gasilskim društwem Ormož że 5 let imamo relacji i upamo, czy ta načrt bo tudi poširjen na Brzeziny in detali seveda bo med sebą dogovorjali predstavniki različnih društv, kateri so v naših občinah. Že dolga leta pa na martinovanja v Ormožu prihajajo gostje iz Osečine v Srbiji. Pobudnik za sodelovanje s to občino je bil podjetnik Ivan Babič. Ja, nedolgo nazaj sem pri vas iskal tisti ključek, posnetek prvega obiska, ko so prišli v Ormož. Bilo je zelo zanimivo videti, ker smo bili precej mlajši. Ne? No to je prvo, kako pa je sploh prišlo do teh sodelovanj?
V mestu Osečino sem imel enega poslovnega partnerja, kateri je prodal v Srbiji moje stroje in je servisiral. Potem je ob eni priliki njihov župan, predsednik občine, prosil, če bi lahko vzpostavili kakšne stike z neko občino v Sloveniji glede izpeljave enega projekta, in tako je dejansko prišlo do tega, da smo se slišali, se je predlagal, zakaj pa ne Ormož, ne? In takrat je prišlo do tega stika in začetka sodelovanja. No, glede na to, da je minilo kar nekaj let, verjamem, da vam je kar toplo pri srcu, ne glede na to, da so te vezi ostale in se še negujejo. Ja, to me zelo veseli, namreč pozneje so se nam pridružili gostje mesto Nedelišče z njihovim županom, potem občina Gorče Petrov iz Makedonije. Ko se dobivamo v Srbiji, še pridejo delegacije iz občine iz Črne Gore, Bosne, Bernbach iz Avstrije, občina Mislinja iz Slovenije, tako da to sodelovanje se je res razširilo in traje. Zelo me veseli, da dejansko kljub temu, da se je ogromno ljudi zamenjalo, posebej na vodstvenih mestih od županov, predsednikov občin tega, ampak to sodelovanje poteka naprej. Ja, moram da vam kažem, čini mi se, da sem ovdje 12. put. Rad bi povedal, da sem 12. v Ormožu, fenomenalno se počutim. Prijetni ljudje, dobri prijatelji. Oni prihajajo k nam vsako leto na sejem sliv konec avgusta. Fenomenalni ljudje. To je pravo prijateljstvo, pravo tovarištvo, pravo druženje in seveda izmenjava izkušenj iz gospodarstva, družbenih dejavnosti, občinskih zadev. Jaz sem izjemno zadovoljen in izjemno sem vesel, da prihajamo. Ne bi prihajal, če me ne bi veselilo, seveda. Sprejem se je zaključil s pogostitvijo in v pričakovanju ostalih dogodkov, ki jih je prineslo letošnje martinovanje. Vmes pa je gotovo bilo tudi dovolj priložnosti za izmenjavo izkušenj in iskanje novih možnosti za čezmejna sodelovanja. Na samo Martinovo, v torek 11.11. pa so na Dravskem mostu po letu dni dvignili zaboj s 400 steklenicami šipona. Gre za zanimiv dogodek, ki ga skupaj pripravljajo Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož ter ormoški gasilci. Vino iz steklenic, ki so leto dni počivale v Dravi, je bilo možno takoj poskusiti. Seveda pa je v Dravo na novo romal že novi zaboj z enakim številom steklenic. Kot so pojasnili, so steklenice pred potopom skrbno pripravljene. Zaščitene z voskom, penine pa potopijo v fazi sekundarne fermentacije in zaprte s kronskim zamaškom. V torek 11.11. ob 11. uri, enajstke seveda niso naključne, je na mostu čez Dravo potekal dvig zaboja s 400 steklenicami vina Šipon 2024, ki je eno leto zorelo v edinstvenih podvodnih razmerah. Za dvig zaboja s steklenicami iz hladne reke je poskrbela potapljaška ekipa Prostovoljnega gasilskega društva Ormož.
čast, da je odprl prvo steklenico šampanjca, ki je leto dni ležal v Dravi, je pripadla glavnemu enologu v podjetju Puklavec Family Wines, ki pravi, da je pokušnja tega vina poseben občutek. Seveda, občutek je fantastičen, imeti priložnost, biti del zgodovine, prvič odpreti eno penino, ki je zorela 1 leto v Dravi. Res fantastičen občutek in seveda na koncu, seveda to ni še končano vino, še en postopek je potrebno narediti, to je ta, se temu reče na francoskem, remoulage in pol degoržiranje in potem dobimo čisto penino, zdaj je trenutno ona motna, ker je ona še eno dodatno leto zorela v Dravi. Tako da, ja, res se veselim probati to penino, ko bo postopek narejen do konca. Kako dolgo pa traja ta postopek? Sam remoulage traja 5 dni in potem še dobesedno 1 dan degoržiranja in potem je penina pripravljena. Idealno bi bilo, če bi še po degoržiranju zorela še 3 meseca, ampak bo ok. Kako bi ocenili vino? Je drugačno kot sicer? Je, seveda, da je drugačno. Še 1 leto zorenja seveda da več strukture, več kompleksnosti tem vinu, več vonja kot po tem briošu, torej bolj zorena penina recimo. Ta, ki jo imamo v kleti, je bolj sveža, aromatična. Penina, ki jo jaz imam v roki, ki je zorela še 1 dodatno leto v Dravi, je bolj kompleksna. Bo pa imela tudi zaradi tega verjetno posebno vrednost, v končni fazi gre na dražbo in v posebne namene. Seveda, to je namen tega bil, da pač dodamo še 1 dodatno vrednost našimi vini. To ni edino vino, ki smo pač spustili v Dravo, tudi smo spustili mirno vino, 21-letnik Šipon, ki je napolnjen za 750. obletnico mesta Ormož. Priprave na takšen dogodek terjajo kar nekaj truda in dogovarjanj, pa tudi sodelovanja z vinogradniki. Tudi letos je največ steklenic za potop prispevala klet Puklavec Family Wines. Ja, mi smo se skupaj z gasilci pripravljali že kar nekaj časa, smo komaj čakali, kaj bo reka Drava naredila z tem vinom. Moram povedati, da so tudi potapljači, mislim, da 2 tedna nazaj šli vseeno pregledati, kakšno je stanje teh buteljk na dnu reke Drave. Tako moram pa reči, da smo komaj čakali, da vidimo, kaj bodo dvignili in kaj bo v teh zabojnikih prišlo. Ko smo videli, so nas tudi ribice pozdravile kar veliko in res smo presenečeni na to kvaliteto, ki smo jo poskusili in pa da se je zboljšala struktura samega vina glede na pogoje, ki so v reki Dravi. Koliko vina ste potopili? Potopili smo 8 vinogradnikov, je podarilo svoja vina, po 3 buteljke, preostalo vino pa je podarila ormoška klet, tako da smo celoten zabojnik lahko napolnili. Kakšna je pa letos zgodba z vini? Podobna, letos smo dali malo manjši zaboj, čeprav je tudi število vinogradnikov enako, tako da je klet malo manj podarila oziroma glede na kapaciteto samega zaboja, pričakujemo pa podobno zgodbo naslednje leto kot letos. Kako se bo sedaj tole vino uporabljalo? 1 buteljka se je v narekovajih žrtvovala, da se je seveda poizkusilo, vse ostalo pa sedaj gre na dražbo. Tako, mi bomo sedaj izpeljali dražbo. Dražba se bo začela 3. decembra z otvoritvijo Severolandije in bo vse trajala tja do 20. januarja, ko bomo videli, koliko sredstev se bo na tej javni dražbi zbralo in razglasilo znesek na sami ponovoletni zabavi, ki jo pa prireja župan občine Ormož. Gre pa seveda vse tole v dobrodelne namene. Tako, v dobrodelne namene gre ta sredstva iz te dražbe, kakor tudi grejo v dobrodelne namene sredstva, ki smo jih pridobila pri kuhanju prleškega piskra v soboto na martinovanju. Letošnje martinovanje bi tako lahko rekli tudi z veliko dobrodelno noto. Tako je, v zavodu smo se odločili, da bomo delovali dobrodelno, začeli smo tako kot povedano z prleškim piskrom, zdaj pa danes nadaljujemo z temi buteljkami, z javnimi dražbami, tako da upam, da bo do sredstva šla v prave roke. Tako, župan, danes ste dejali, da je tole zgodovinski dogodek, kar se je zgodilo tukaj na mostu.
Ja, to je zgodovinski dogodek. Prvo leto je za nami, drugi potop. Zanimivo se spremljamo, kaj se je s tem vinom dogajalo. Vinarji so bili izjemno zadovoljni, tako da jaz mislim, da gre za odlično promocijo, za odličen dogodek, ki v takšne vinske destinacije kot je Jeruzalem, Slovenija, absolutno sem spada, da tudi reka Drava da vinske zgodbe svoj pridih. Z direktorjem kleti sta pokimala, ko sta poizkusila šampanjec? Ja, moram reči, da je zanimiv okus. Malo mi je tudi bilo opisano, kaj še ga čaka, tako da glede tudi na barvo, glede na samo temperaturo, ki je sigurno vplivala na samo vino, na sam šampanjec, tako da moram reči, da je v tem enem letu en taki odličen pridih sam šampanjec dobil. Kot je že povedala direktorica zavoda Valerija Kolenko, gre pa vse skupaj v dobrodelne namene, seveda najprej na dražbo, potem pa na vašem ponovoletnem srečanju se bo ta sredstva tudi predalo, torej ta celotna zgodba ima takšen en lep pomen in namen. Ja, to je taka ena lepa zgodba, vinsko, turistična reka Drava, tudi konec konca eno prelepo doživetje, da pa še na koncu samo dobrodelnost, pa jaz mislim, da je pika na i vsemu temu dogodku, ki služi absolutno ne samo promociji, tudi enemu lepemu druženju na današnji dan, tako da izjemno smo veseli, da je do te ideje prišlo, tako da verjamem, da bo to tradicionalni dogodek še naprej. Zgodba se bo torej nadaljevala. Tudi Šipon 2025 bo svojo zgodbo nadaljeval pod gladino reke. Zanimivo bo spremljati dogajanja tudi v prihodnje. Trenutno pa zaboj že počiva globoko pod mostom. Pester Martinov vikend pa ni bil ovira za rokometaše. V Ligi NLB so odigrali tekme 10. kroga. Ormožani so v tem krogu gostovali v Novem mestu pri Krki. Poglejmo, kako so se odrezali. 10. krog lige NLB je ponudil 6 tekem, kjer so za največje presenečenje kroga na sosedskem derbiju Ivančni Gorici poskrbeli rokometaši Škofljice. Varovanci trenerja Aleša Repine so proti Svišu odigrali odlično tekmo in Sviškote premagali še drugič letos. Prvič v pokalnem tekmovanju, drugič v državnem prvenstvu. In to prepričljivo, z rezultatom 31-24. Malik Tatar z 10 goli in Žan Rav s 15 obrambami sta bila glavna junaka pri zmagi Škofljice. Tekmo si je ogledalo okrog 700 gledalcev. Slovan je z odlično igro prepričljivo slavil na derbiju kroga v Slovenj Gradcu. Izid 23-15 o polčasu in 42-33 na koncu tekme dokazujeta, da so Ljubljančani odigrali res odlično tekmo. Z 10 goli sta pri zmagovalcih blestela Stač Slatinek Jovičič in Gal Marguč. Pri poražencih je Bor Breznikar dosegel zavidljivih 14 zadetkov. Vratarski boj sta s 13-7 v obramba dobila vratarja Slovana, Nebojša Bojič in Aljaš Pantnar. V Ribnici zmaga Celja z 39-35. Čeprav so prvi polčas z 18-16 dobili domači rokometaši. Luka Vukičevič 8 in Andraš Makuc 10 sta bila najboljša strelca svojih ekip. 10 obramb so zbrali vratarji Ribnice, 13 vse Gal Gabršek, vratarji Celja. Frankštad Radolica je na domačem terenu gostila zaradi poškodb okrnjeno zasedbo Gorenja. Velenčani so v prvem polčasu že vodili za 5. 15 minut pred koncem tekme pa že zaostajali za 2 zadetka. Vratar Emir Taletovič je v zadnjih 10 minutah razorožil domače rokometaše in jim preprečil pot do druge prvenstvene zmage. Pri domačih 6 točk Arjana Kovačeviča, Martina Drnovška in Nejca Polančeca. Pri gostih sta po 6krat zadela Tarik Velič in Oleg Jankovski. Tekmo so odločile obrambe vratarjev, kjer sta Matevž Skok in Taletovič zbrala 15 obramb oziroma kar 11 obramb več od domačih vratarjev. Trimo je s 33-31 slavil v Škofji Loki. Do zmage so Trebanci prišli po boljši igri v zadnjih 20 minutah tekme. Mirko Latkovič 6 in Jaka Soršak 8 sta bila najboljša strelca pri svojih ekipah. Vratarji obeh ekip so bili izenačeni in so zbrali po 11 obramb. Naš predstavnik Jeruzalem Ormož je gostoval v Novem mestu.
v prenovljeni športni dvorani Marov, kjer se je zbralo le nekaj več kot 100 gledalcev. Domačini so začeli odločno in si do 15. minute že priigrali 5 zadetkov prednosti, 7-2. Dobro minuto pred odhodom na odmor je Aljoša Munda zadel iz polproti napada in Ormožane približal na le 2 gola zaostanka, 15-13. Krki je v pičlih 50 sekundah uspelo dvakrat zatresti mrežo Jeruzalema. Prvič na postavljeno obrambo iz levega krila in drugič z metom na prazna vrata. Tako so Novomeščani odšli na odmor 4 goli prednosti, 17-13. V drugem polčasu boljša igra gostov in v 42 minuti je sledilo izenačenje na 20 po golu Gašperja Hebarja. Da ni prišlo do popolnega preobrata v prid Jeruzalema, je v golu Krke poskrbel Luka Stanojlović z nekaj obrambami. Ormožani so cel čas dihali za ovratnik nasprotniku, a ga nikakor niso uspeli ujeti. V 59 minuti sta izjemni priložnosti za gol imela Ignjat Nešić in Žan Korže Lesjak, a sta okvir vrat in obramba Stanojlovića preprečila, da se Jeruzalem približa le na gol zaostanka. Zakončenih 31-28 je z atraktivnim zadetkom iz desnega krila poskrbel Vojislav Vukić. Prvi strelec domačih, ki so nastopili v okrnjeni zasedbi, je bil Izidor Budja, ki je dosegel kar 10 zadetkov. Pri gostih so po 4-krat zadeli Nešić, Munda, Gašper Hebar in Lucijan Bura. Kar 7 obramb več, 13-6, je zbral domači vratarski par Jure Blažević in Stanojlović. Krka je za zmago napredovala na visoko 5. mesto. Ormožane je poraz pahnil na 9. mesto. Trenutno imajo vinarji na svojem bančnem računu 7 točk. V 11. krogu v soboto 15. novembra ob 19. uri na Hrdek prihaja Sviš iz Ivančne Gorice. Gre za pomembno tekmo, kjer zmaga šteje dvojno, saj se bosta pomerila neposredna konkurenta za uvrstitev med 8 najboljših ekip v ligi. Nogometaši Ormoža so v ptujski superligi gostili Stojnce in dosegli 9. zaporedno zmago. Z novo zmago so postali jesenski prvaki. V porazu Apač v Markovcih je prednost Ormoža iz 1 narasla na 4 točke. To bo lep zalogaj pred drugim delom prvenstva, ki se bo nadaljeval marca prihodnjega leta. Sosedski derbi in derbi 11. kroga med NK Ormož in NK Stojnci je v športni park Mestna Graba privabil 400 gledalcev. Slednji so lahko videli odlično predstavo domače ekipe, ki se je na koncu veselila visoke zmage 7-2. Vprašanje zmagovalca so varovanci trenerja Sašota Kupčiča rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z rezultatom 5-0. V 19. minuti je za 1-0 poskrbel Luka Kirić, ki je izkoristil napako vratarja Stojnc Žana Pivka in dosegel svoj 12. prvenstveni zadetek. Na drugi zadetek se ni čakalo dolgo. V 21. minuti je na 2-0 v prid Ormoža povišal Jan Vučanec. Slednjemu so vse pripravili soigralci, predvsem Kirić in Patrik Javšovec. V 31. minuti so prvič resneje zapretili gostje, a kaj več kot strel iz kota in strel mimo gola gostiteljev jim ni uspelo iztržiti. V 33. minuti je na semaforju v športnem parku Mestna Graba že pisalo Ormož 3, Stojnci 0. Že 13. v sezoni je mrežo nasprotnikov zadel Kirić. Domači nogometaš Luka Kumrić je bil prvi od 3, ki je na tekmi se strani glavnega sodnika Blaža Bezjaka v 35. minuti dobil rumeni karton. Bezjaku sta tekmo pomagala voditi stranska sodnika Aleksander Burjan in Stanko Kolenko ter delegat Danilo Levačič. Sedel je nov zadetek domačih, a si je pri golu z roko pomagal Javšovec. Nekaj trenutkov zatem je Javšovec naredil vse, kot velevajo pravila in v 40. minuti povišal na 4-0. To je bil že 15. zadetek Javšovca v tej sezoni. A to še ni bilo vse v prvem delu tekme. Da to ni dan nogometašev Stojnc se je potrdilo v 44. minuti, ko je Patriku Petroviču uspelo zatresti lastno mrežo. NK Ormož, NK Stojnci 5-0. Domačini so odločno vstopili tudi v drugi polčas in hitro zadeli za teniških 6-0. V 54. minuti je mrežo Stojncev zatresel eden od 5 luk v ekipi, in sicer Luka Baš. Za prvi zadetek gostov je v 67. minuti poskrbel Petrovič, po lepem zadetku iz prostega strela. V 78. minuti 7-1.
Lepo izpeljano akcijo Ormožanov je s svojim 16. prvenstvenim zadetkom zaključil Javšovec. Končni rezultat Ormož 7, Stojnci 2 je v 88. minuti postavil Silvo Meznarič. Po tekmi smo pred našo kamero povabili 3 sogovornike. Oba kapetana, pri domačih Teja Prapotnika in pri gostih Petra Meznariča ter trenerja Ormoža Sašota Kupčiča. Tejo Prapotnik, občutek ob 9. zaporedni zmagi je najbrž odličen. Ja, seveda, moram reči, pohvaliti dečke, predvsem prvi policajt tode tekme smo pokazali pravi obraz, drugi policajt tudi korektna igra, tako da mislim, da smo tu s pravim pristopom pa vsem pokazali, kun sudimo. Začetek sezone ni bil najboljši, ampak potem je res odlično ocena recimo prvega dela prvenstva. Ja, tako si rekel, prvi 2 tekmi sta bile malo tak, potli pa smo samo šli gor s tekmo v tekmo, pa pokazali, tukaj vemo. V drugem delu prvenstva so pričakovanja zagotovo tista najvišja, ponovna uvrstitev na prvo mesto in pa dodatne kvalifikacije, ki rečem, tretja sreča bi lahko enkrat končno bila. Ja, tako je pač v drugem delu isto ponovitev prvega dela, brez porazov v bistvu, no, bomo probali, pa kaj tako si rekel, ponovimo kvalifikacije, pa tako pravi, v tretjo gre rado, ne. Poleg osvojenih točk, dobre igre, pa veseli tudi vedno polna tribuna, moramo pohvaliti navijače in pa vzdušje tukaj v Športnem parku Mestna Graba. Ja, res, ja moram tudi pohvaliti pač našo skupino Plave bivole, ki so nas spremljali res na vsaki tekme, na gostovanju imamo številčno premoč tudi na tribuni, tako da mislim, da je tu vse skupaj en pokazatelj naše igre, pa tudi tu. Danes mogoče pred tekmo smo pričakovali bolj enakovredno igro, glede na to, da tudi ekipa Stojnc je v zadnjih tekmah igrala odlično, nanizala odlične rezultate, ampak v prvem polčasu Ormožani po mojem ena najboljših tekem z njihove strani. Z vaše strani pa kakšno je mnenje? Ja, nismo bili danes na nivoju pričakovanega, dejstvo pa je, da fenomenalen prvi polčas Ormoža, to pa res moramo priznati, ja. Boljši nasprotnik enostavno. Zdelo pa se mi je, da po velikem zaostanku, da ste se enostavno sprostili in pa vi odigrali zelo korekten drugi polčas. Ja, nismo imeli več kaj izgubiti, smo rekli, gremo, kaj bo, pač uživajmo v drugem polčasu, če ne drugo, ne. Stojnci, do te tekme ste bili na 3. mestu, kakšne so želje, cilji vaše ekipe v nadaljevanju sezone? Ja, definitivno cilj je ostati med top 5, pa da pač čim več mladih igralcev vključimo, pa delamo pač na tem naprej, ne. To so dolgoročni cilji. Ne moramo mimo dobrega vzdušja tukaj v Športnem parku Mestna Graba, ki so ga ustvarili tako domači navijači, kot tudi vaši navijači. In mislim, da je to tista glavna poanta, da v 4. ligi pride toliko gledalcev na tekmo, to pomeni dokaz dobremu delu enemu in pa drugemu klubu. Ja, dejstvo je, pogoji so bili danes enostavno fenomenalni, imeli smo lepo vreme, odlične navijače z ene in druge strani, tako da je res bilo užitek igrati danes, kljub rezultatu. Sašo Kupčič, vsak trener bi si želel takšen štart, kot se je zgodil recimo tebi kot trenerju, 9 tekem, 9 zmag, enostavno morate biti zadovoljni. Vsekakor, jaz bom rekel, v prvi vrsti čestitam klubu, na organizaciji, na delo, od predsednika navzdol, vsak član, vsak funkcionar res dela za dobrobit kluba. Na drugem mestu se moram zahvaliti ekipi, ki smo jo po leti, bom rekel, dobro selekcionirali, nastavili in to je rezultat ekipe, bom rekel. Začetek je bil nekoliko slabši, potem nadaljevanje je odlično, v drugem delu pa še vedno tista najpomembnejša zadeva, ki nas čaka, je te kvalifikacije. Vseeno, glede na prikazano, se mi zdi, da bi Ormož moral spet biti na prvem mestu in čakati kvalifikacije na 3. ligo. Ja, mi smo že pred sezono, bom rekel, glasno poudarjali, da je 3. liga cilj. Vsekakor, bom rekel, si mesto, ljudje v tem klubu, okrog kluba zaslužijo 3. ligo. Šli bomo ponižno, strpno do zadnjega kola in pa potem v kvalifikacije. Čez zimo bomo zdaj, dečki bodo se dobro najprej spočili, to so si vsekakor zaslužili, potem bomo naredili eno kratko analizo polletja, potem tudi vsakega posameznika. Prepričan sem, da bomo tudi nekaj igralcev mogoče še zarotirali, bom rekel, se okrepili in potem z nestrpnostjo pričakujemo drugi del sezone. Današnja tekma, moram reči, prvi polčas me je po dolgem času, ko sem gledal Ormož, NK Ormož, fasciniral, res odlična predstava.
Ja, nekaj stvari, bom rekel, so fantje dojeli, avtomatizirali, čeprav, bom rekel, kot trener vedno najdem neke slabosti v igri, to jim tudi ves čas poudarjamo na treningih, da probamo izboljševati. Je pa res, da fantje čutijo, dobili so to neko samozavest, to željo, vsekakor pa imamo še ogromno stvari, ki jih lahko nadgradimo. Hvala lepa in srečo naprej, končno želimo, čakamo na to uvrstitev v 3. ligo. Tudi sami, hvala vam. Na prvem mestu z 28 točkami bodo prezimili Ormožani, ki imajo 4 točke prednosti pred drugovrščenimi Apačami. Tretji uvrščeni Stojnci so pri 22 točkah, sledijo Makole in Markovci z 19 točkami. Gorišnica je 6., Gerečeva 7., obe po 16 točk. Sledijo Boč, Rogoznica, Bukovci, Grajena in Središče, ki je šele v tem krogu zabeležilo prvo točko in za predzadnjo Grajeno zaostaja 6 točk. Toliko za danes. Več z martinovanja v Ormožu boste lahko izvedeli v prihodnji oddaji. Zraven smo bili na otvoritvi martinovanja, na veličastni otvoritvi obnovljenega Ormoškega gradu, na 29. tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štruclja in povsod, kjer se je kaj dogajalo. Tako, da se nam le pridružite tudi prihodnji teden. Vse dobro vam želim in srečno!